Če se dotaknem najprej okrogle mize izvajanja stanovanjske politike Republike Slovenije in spremembe področne zakonodaje, tukaj smo se udeleženci kar strinjali, da je nujna čim hitrejša implementacija nacionalnega stanovanjskega programa iz lani sprejete resolucije. Zato bo seveda nujno potrebna tudi sprememba zakonodaje. Na področju upravljanja bo potrebno sprejeti nov zakon, ki bo celovito uredil upravljanje večlastniških stavb, se pravi ne samo več stanovanjskih, kot je zdaj primer s stanovanjskim zakonom, ampak tudi poslovne in ostale večlastniške stavbe. V novem zakonu bo potrebno zagotoviti dispozitivno naravo zakonskih določb in možnost, da etažni lastniki s pogodbo o medsebojnih razmerjih ta medsebojna razmerja uredijo drugače, kot določa zakon. Podrobneje bo potrebno urediti razmerja med etažnimi lastniki in upravniki, ki v današnjem času tudi zaradi nejasnosti povzročajo številne težave. Na področju najemnih razmerij, to je gotovo ena ključnih ugotovitev letošnjega posveta, pa ne samo letošnjega, tudi že kakšnega prejšnjega, bo najpomembnejši prehod iz koncepta neprofitnih najemnin v koncept stroškovne najemnine s korekturo v obliki stanovanjskega dodatka. Zagotoviti bo potrebno pospešitev sodnih postopkov, ki so po našem mnenju eden od pomembnih razlogov, da se zasebni najemodajalci ne odločajo za oddajo stanovanj v najem. Če bi bilo tega zasebnega najema več, bi bil tudi pritisk na javnem fondu najemnih stanovanj manjši. Država bi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi morala poskrbeti za lažje prilagajanje namenske rabe nedokončanih projektov, saj nepremičnine pogosto ostanejo neaktivne, ker jih ni mogoče uporabiti za druge namene. Tukaj gre za enega ključnih zaključkov tiste okrogle mize, ki smo jo v bistvu izvedli tudi na pobudo Ministrstva za okolje in prostor, in sicer okrogla miza na temo nedokončanih nepremičninskih projektov. To je glavni predlog oziroma pobuda Ministrstva za okolje in prostor. Potem gremo lahko naprej na sekcijo za upravljanje nepremičnin, ki se je, bomo rekli, pretežno ukvarjala z predvidenimi spremembami zakonodaje. Tukaj smo se udeleženci nekako strinjali, da je potrebno zagotoviti modernizacijo predpisov, pri čemer, to je lahko ponovljen zaključek tudi iz plenarnega dela, naj se upravljanje vseh stavb z več lastniki uredi v enotnem zakonu. V tem zakonu bo potrebno urediti tudi temeljna vprašanja, ki jih trenutno ureja po našem mnenju na neustrezen način pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. Opredeliti bo potrebno, to je ena, bom rekel, ključnih zahtev stroke, opredeliti bo potrebno osnovne pogoje za upravljanje dejavnosti, po vzoru nekaterih drugih dejavnosti pri nas in pa seveda po vzoru rešitev v tujini. Zagotoviti bo potrebno enostavnejše odločanje etažnih lastnikov, in pa v zakonodajnem procesu je po našem mnenju, za razliko od nekaterih preteklih poskusov, ko temu ni bilo tako, zagotoviti najširši strokovni dialog, v okviru katerega bo zakonodajalec prišel do najustreznejših rešitev. Gotovo pot, ki jo je ubralo ministrstvo, tokrat je prava, ne? Rezultate bomo komentirali takrat, ko bojo na mizi. Tudi ta dialog, ki smo ga vzpostavili letos v okviru našega posveta, mislim, da je dobra popotnica za nadaljnje reševanje. Zdaj si pa seveda želimo še realizacije teh pričakovanj. Skupaj z stanovanjskimi skladi smo imeli sekcijo okroglo mizo inovativni pristopi na slovenskem nepremičninskem trgu. Tukaj bi se dotaknila samo to, kar se tiče nepremičninskih posrednikov, in sicer, da postopno uvajanje nove oblike upravljanja z najemi v fizični sferi. To se pravi, da mi za fizične osebe v celoti upravljamo z najemi, in sicer tako s pravilno izbiro najemnika, z določitev neke optimalne višine najemnine, z ves čas upravljanjem in skrbjo za potek nepremičninskega razmerja. Tu bi seveda bila potrebna stimulacija predvsem privatnega sektorja, najbolj na področju davčne politike, kajti najemno razmerje v Sloveniji ni toliko priljubljeno in velike sive ekonomije tukaj ravno iz razloga neprivlačne davčne politike. Kar se tiče pa predloga zakona o nepremičninskem posredovanju, smo pa zelo veseli na zelo aktivno sodelovanje stroke in zakona.
mislim iz Ministrstva za okolje in prostor, ki je zelo prisluhnilo in večino naših predlogov tudi upoštevalo. Sicer nekaj je še minimalnega razhajanja, vendar ravno tukaj smo zelo zadovoljni, da pridemo do nekega zakona, ki bo prav za nas, za stroko, bil bolj življenjski in bolj uporaben. Lahko še jaz dodam, da pri zakonu o nepremičninskem posredovanju res pričakujemo korektno sodelovanje, predvsem pa pričakujemo, kar je bilo tudi rečeno na posvetu, da bo ta zakon sprejet v prvi polovici naslednjega leta. Že zdaj malo zamujamo, vlada ga ima v normativnem programu dela za leto 2016. To nam je jasno, da ne bo izpolnjeno, ampak vsaj, da bi bilo v prvi polovici leta 2017. Po tistem, kar smo slišali na posvetu, je zakon, naš predlog, dobro pripravljen. Tudi ministrstvo večino rešitev podpira, zato pričakujemo, da ne bo večjih težav. Ob seveda usklajevanju glede nekaterih odprtih vprašanj, da to zadevo čim prej spravimo naprej. Mogoče bi bilo samo še za omeniti eno zadevo. Na sekciji za promet z nepremičninami so govorili udeleženci tudi o vprašanju izkoriščanja stanovanjskega potenciala prevelikih enostanovanjskih hiš, s čimer bi tudi, bom rekel, s temi velikimi enostanovanjskimi hišami, ki so neizkoriščene, nezasedene, bi lahko tudi v precejšnji meri razbremenili, bomo rekli, te aktivnosti države za reševanje stanovanjske problematike. Predstavnica ministrstva je tukaj povedala, da se precej od tega že rešuje, bom rekel, skozi novo zakonodajo prostorsko. Tukaj bi mogoče samo še omenil, da pričakujemo, da bo res ta problematika naslovljena tudi v novi prostorski zakonodaji. V sekciji ocenjevalskih podjetij oziroma ocenjevalcev smo se fokusirali predvsem na dve temi. Prvo smo detaljno in podrobno obdelali podatke in potem smo se še poigrali z modeli ocenjevanja vrednosti, kateri naj bi nekoliko spremenili posplošene tržne vrednosti oziroma vrednosti, katere se bojo nam izkazale za morebitno ponovno obdavčitev nepremičnin oziroma končni rezultat pri obdavčitvi. Nekoliko smo se dotaknili tudi najemnin, predvsem pa smo se dotaknili tukaj spremljanje najemnega trga. Ali bo, nekaj smo že imeli indicov, da naj bi se najemni trg nehal spremljati, ker da so pač spremljali takega obsega podatkov in teh stvari ni več smotrno, da bi se jih tukaj nekaj skrčilo. Dobili smo zagotovilo, da se najemni trg v celoti tudi naprej bo spremljal, ker nam to pomeni izredno dobre podatke za spremljanje nepremičninskega trga in tudi za vrednotenje nepremičnin. Kar se tiče podatkov, smo ugotovili, da podatki so najboljši tisti, ki so sistemski podatki, na katere se lahko z veliko verjetnostjo in trdno upremo, in vsi stroka podpira, da se te podatki zbirajo čim bolj strokovno, kvalitetno in da se umikajo tisti podatki, ki so izbrani bolj na podlagi nekih anket, vprašalnikov in tega, ker nam to poslabšuje sliko o podatkih in pa stanje samih podatkov. Glede posodabljanja podatkov moramo prekiniti tudi s tisto prakso, kjer je vsakdo lahko spreminjal podatke na geodetski upravi in s tem tudi spreminjal vrednost samih teh nepremičnin. Zaradi tega je bilo tudi sprejeto neko stališče, da naj se da poudarek bolj neto tlorisni površini kot pa uporabni površini, zaradi tega, ker iz tega razmerja med neto tlorisno površino in porabno je prišlo v preteklosti do kar nekaj špekulacij in pa mahinacij na tem področju, da smo potem dobivali lahko rezultate glede na pomeri uporabnika te stvari. Glede samih modelov ocenjevanja vrednosti je stroka ugotovila, da jih podpiramo. Govorimo, da jih je treba neprestano spreminjati in pa dopolnjevati in da je treba bolj se fokusirati, kakšne rezultate s temi modeli dobimo. Ključni za izračun modelov so podatki, na koncu pa bo treba pogledati rezultate, da s tisto enostavno logiko, imenujemo tudi kmečka logika, preverimo te rezultate, ali so ustrezni ali niso. Ker le taki rezultati nam potem omogočajo, da dobimo neko kvalitetno in realno sliko na trgu. Tako nekako prvi zaključek je bil,
sicer vezan že na prvo okroglo mizo, mogoče je potreben še ta ekskurs. Ugotovili smo, da je zaradi zagotovitve večje udeležbe zasebnega najemnega trga pri reševanju stanovanjske problematike in zaradi preprečevanja davčne evazije nujno potrebno znižati davčno obremenitev zasebnih najemodajalcev. Tako kot sem že prej omenil, bi s tem pač pomagali, najemni trg bi lažje pomagal državi pri reševanju stanovanjskih problemov. Potem v delu druge okrogle mize, ki se nanaša na davčne obremenitve nepremičnin, smo najprej ugotovili, seveda to, kar vsi že vemo, da je nujen čim hitrejši prehod na davek na nepremičnine, ki bo nadomestil vse 3 sedanje sisteme obdavčitve nepremičnin, da je potrebno zagotoviti s tem določitev čim širše davčne osnove s čim manjšim številom izjem in v okviru tega obdavčiti vse vrste nepremičnin. Davek na nepremičnine naj bo v celoti prihodek občin. Pri prvotni uvedbi, poskusu uvedbe davka na nepremičnine so bile malo drugačne, težnje pa so se izjalovile. Finančna izhodišča za uvedbo davka na nepremičnine naj predstavljajo sedanji finančni okviri, se pravi globalni, teh že obstoječih obremenitev. Potem je prišla tudi pobuda strani občinstva, da je ministrstvo v zvezi s strokovno komisijo vrednotenja razmisli o takšni sestavi komisije, ki bo po vzoru nekaterih tujih ureditev zagotovila ustrezen vpliv strokovnjakov z območja, na katero se presoja nanaša. To je to. Na sekciji za upravljanje nepremičnin je prav, da omenim, debata je bila predvsem ali pa predstavitev zakona o sistemu jamstva za vloge. Tam se je govorilo, se pravi, prišlo je do spremembe letos, ko je bil sprejet nov zakon, jaz bi to omenil kot pobudo, kakšnega posebnega odziva tukaj niti ne pričakujemo, ampak v povezavi s tem zakonom je bilo precej nejasnosti v zvezi s sredstvi rezervnih skladov. Mi smo zdaj s pomočjo Banke Slovenije in tudi ministrstva prišli do neke interpretacije teh določb, ki na nek način zagotavljajo, da so sredstva rezervnih skladov izključena iz teh omejitev. Kljub temu bi bilo mogoče ob spremembah tega zakona smiselno zadevo urediti tako, da ne bo nejasnosti, da se to v zakon jasno zapiše. Zdaj bi pa tudi v tem delu predal besedo gospodu Bohu, da naslovi tiste zadeve, ki se jih je prej že dotaknil na kratko, ki se nanašajo na Ministrstvo za finance in o katerih so govorili udeleženci sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. Gre za te modele, kateri bojo, kako se bo izračunala vrednost, se pravi, da se jih proba ponovno pretehtati, kako pride do rezultata, katerega je potem treba kritično presojo narediti. Kadar govorimo o teh modelih, se ne moramo izogniti, da se bo vrednost nepremičnine neprestano spreminjala, ker je to vezano pač na trg. Nepremičnine bojo rasle, padale in cene bojo tukaj, ne moramo se izogniti temu, da se spreminjajo in temu primerno bo potem tudi obdavčitev same nepremičnine skozi to se spreminjala in temu se pač, kakor se odločiš za tržno obdavčitev, ne moreš izogniti. Poudaril bi še prej, nisem povedal, da predvsem je tukaj udeležencih, se pravi te, ki bodo davčni zavezanci in te, jih moramo na nek način stimulirati, da se bojo te stvari lahko transparentno urejale in da se bojo pravilne stvari sporočale oziroma dale. Zdaj nimamo te stimulacije oziroma jo ne zaznamo, ker v prvem poskusu, ki je bilo, če si vse po pravici povedal vlaganja, vse te stvari, ko si jih navedel, pomeni, da te je posledično doletela višja vrednost in višja obdavčitev, se pravi, je bilo izogibanje tem pravilnim izhodiščem za obdavčitev. Na samem posvetu se je izkazalo, da imamo nekaj pomembnih vprašanj. Dve vprašanji, ključni sta omenjeni, sta tudi gor prikazani na projektorju. Na plenarnem delu se je v okviru okrogle mize o aktivaciji teh nedokončanih nepremičninskih projektov vzpostavila tudi neka ideja oziroma želja, ki je mogoče bila večkrat ponavljena, no? Zdaj smo jo še enkrat zapisali in izrekli, da naj Ministrstvo za pravosodje poenostavi in pospeši insolvenčne in izvršilne postopke, saj dolžniki s pogostimi ugovori te zavlačujejo, s čimer se na nepremičninah povzroča dodatna škoda. Zdaj več udeležencev te okrogle mize je opozorilo na ta problem, se pravi, ko so izpostavljali težave, s katerimi se soočajo na trgu, so omenili to kot eno ključnih težav.
tako da bi tukaj prosili za neko aktivno vlogo ministrstva na tem področju. Dve konkretni pobudi sta bili pa podani tudi na sekciji za promet z nepremičninami, pa bi jaz ponovno dal besedo gospe Bizaj. Ja, skozi večletno delo ugotavljamo, da prihaja do velike neusklajenosti različnih splošnih pravnih aktov, ki urejajo naše področje, in sicer zlasti, kar se tiče hipotek na nepremičninah. Nepremičnine, ki so neupisane v zemljiški knjigi in so obremenjene z določenimi hipotekami, teh evidenc v zemljiški knjigi ni, so pa zapisniki o rubežu objavljeni v uradnih listih. Tu prihaja do kontradiktornosti, zato ker načela zaupanja v zemljiško knjigo tukaj ni, ker mi ne vidimo te hipoteke. Obremenitev pa lahko ugotavljamo iz javnih evidenc, to se pravi, da bi kot nepremičninski posredniki morali cirka tam za 18 let nazaj upogledati v vse zapisnike o rubežih v uradnem listu. Po drugi strani je pa to plačljivo. Zato predlagamo Ministrstvu za pravosodje, da nemudoma pristopi k vzpostavitvi registra zarubljenih in obremenjenih neoknjiženih nepremičnin in da se pač nepremičninskim družbam omogoči brezplačen pogled v arhive uradnega lista. Po drugi strani bi bila najbolj enostavna tudi, če ne bi šli v register zarubljenih, da bi se po uradni dolžnosti te bremenitve upisovale direktno v zemljiško knjigo, kajti v Sloveniji so vse parcele upisane in bi se lahko na parceli upisalo breme, s tem, da bi se točno nanašalo na kateri del, recimo če gre za večstanovanjsko stavbo, na kateri del se nanaša, in potem, ko bi se zadeva upisala v zemljiško knjigo, se samo na posamezni del ali na hišo prenese to breme. Ravno iz razloga, ko pade načelo zaupanja v zemljiško knjigo, apeliramo na ministrstvo za čim prejšnjo vzpostavitev registra in pa da se nam omogoči brezplačni pogled. Na plenarnem delu je bilo izraženo pričakovanje ali pa neka ideja, da naj bi Ministrstvo za javno upravo razmislilo o izločitvi slabe banke, se pravi DUTB, iz sistema javnega naročanja. Zadeve so bolj ali manj jasne, tako da želel bi v okviru te kratke prezentacije predstaviti delo Združenja stanovanjskih skladov. V okviru konference poslovanja z nepremičninami nadaljujemo s predstavitvami primerov dobre prakse, ker se nam zdi, da je to primerno okolje, kjer se lahko tudi pohvalimo z dobrimi primeri. Tako je v Portorožu bil predstavljen se strani javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana kot primer dobrega pristopa lokalne skupnosti za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih. Je bil predstavljen program za mlade. Mlade in mlade družine so ena od prioritetnih ciljnih skupin, zato menimo, da tovrstni pristopi naj bodo zgled tudi ostalim lokalnim skupnostim, da seveda sploh v tem času, ko mladi imajo težave pri prvi zaposlitvi, naj pa imajo mogoče prednost pri prvem reševanju, pa tudi če je to reševanje z najemom. Predstavljen je bil program Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za namene sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj kot način in model sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in javnimi stanovanjskimi skladi za povečanje javnih najemnih stanovanj. Reševanje stanovanjskih vprašanj z najemom je ena od prioritetnih usmeritev novega nacionalnega stanovanjskega programa. Tako da na konferenci so bili predstavljeni tudi že prvi odzivi na razpisani program. Občine in skladi že načrtujejo, da bodo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pričeli s projekti pridobivanja najemnih stanovanj. Ena od problematik javnih subjektov je tudi razpolaganje s stvarnim premoženjem. Zlasti resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu predvideva več inovativnih pristopov, uveljavljanje predkupnih pravic tako najemnikom kot javnim skladom v primerih, ko bi javni skladi kupovali primerne nepremičnine, ne nazadnje mogoče pri uveljavljanju
modela zadrug. To so vsa vprašanja vezana na razpolaganje s stvarnim premoženjem države, zato je bilo v okviru konference so bila izpostavljena izhodišča, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri oblikovanju zakonodaje na tem področju. Predstavljena je bila tudi romska problematika z vidika zagotavljanja primernih bivanjskih razmer. Problemi so zelo pereči. Predavatelj je v zaključku pozval za celovit pristop države. Kdaj bodo izpolnjeni pogoji, da bo do tega celovitega pristopa prišlo, pa mislim, da danes ne bomo odgovorili na kakšno od teh vprašanj. Združenje stanovanjskih skladov, ki združuje lastnike neprofitnih najemnih stanovanj, skuša ob tovrstnih priložnostih prikazati tudi probleme, s katerim se srečujemo pri reševanju stanovanjskih vprašanj. Veseli nas, da je ministrstvo že prisluhnilo nekaterim predlogom za spremembo stanovanjskega zakona, vendar bo za uresničevanje ciljev in povečanje števila najemnih stanovanj potrebno razrešiti še marsikateri gordijski vozel. Prenekateri je povezan z metodologijo izračuna in vrednotenja najemnin in z zagotovitvijo primernih oziroma zadostnih virov financiranja. Sicer bomo v nasprotnem primeru še naprej soočeni z negativnim trendom glede števila javnih najemnih stanovanj. Dejstvo je, da je sam posvet bil v veliki meri, je zajel vsebine, ki se tičejo našega ministrstva. Tudi se na ministrstvu zavedamo, da v preteklih ne 2, 3, ampak več letih, torej gre za obdobje približno 10 let, samo ministrstvo ni izvajalo vsega tistega, kar bi bilo nujno potrebno postoriti in seveda je zdaj na nas naloga, da se k izvajanju rešitev se temu posvetimo bolj in temu namenjamo tudi vse razpoložljive resurse.